Spoznanje več. Predsodek manj. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj na Radiu Ognjišče je več kot desetletje soustvarjal zgodovinar in politični analitik profesor dr. Aleš Maver. Z nami je v tem času delil svoje bogato znanje in izkušnje ter nam tako pomagal razumeti številne pomembnejše dogodke na tujem in doma. Kot redni komentator bo danes zadnjič z nami, zato sva sklenila, da v naslednji uri nekako pregledava, ali in kako sta se spremenila svet in Slovenija. Dr. Maver, tudi tokrat lepo pozdravljeni prek spletne platforme Zoom. K spremljanju pogovora pa vse, ki se nama boste pridružili ob radijskih sprejemnikih in prek ostalih zvočnih naprav, lepo vabim Helena Križnik. Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Dr. Maver, precej pozornosti sva v oddajah Spoznanje več, predsodek manj namenjala pomembnejšim dogodkom na tujem. Malo prej sem omenila, da sva povezana prek spletne platforme Zoom. Takšno delo na daljavo je med drugim spodbudila pandemija COVID-19, a sprožila je tudi globalno zdravstveno krizo, ki je marsikaj razgalila. Kakšne posledice je pustila v naši družbi? Ja, menim, da tega še ne moremo dokončno oceniti. Posledice so vsekakor bile. Meni se zdi recimo ta, da sedaj lahko pogovarjava na daljavo pozitivna. Leta 2014, ko sem začenjal kot redni komentator, si tega najbrž še nismo znali predstavljati. Ko danes gledam nazaj, je bilo življenje v času pandemije v nekaterih točkah morda celo mirnejše, bolj umirjeno, kot je nasploh. Ampak seveda po drugi strani pa, ko gledam nazaj, je bil to en strahovit pretres, saj smo v bistvu v nekaj dneh vrgli stran tisto, kar smo prej nekateri dolga desetletja kot civilizacija pa verjetno stoletja šteli za samoumevno. In mislim, da se ta pretres res pozna. Po eni strani sem sicer pričakoval, da bo vrnitev v normalnost veliko težja, kot je v resnici bila, vsaj z mojega vidika ali pa kot sem sam to doživljal. Ne morem seveda govoriti na splošno in za vse ljudi pri nas, ker sem pravzaprav se bal, da bodo napetosti med tistimi, ki bodo želeli še naprej živeti previdneje, in med onimi, ki bi si želeli čim hitrejše vrnitve v staro stanje, veliko večje, kot pa so v resnici bile. Tako da zato sem hvaležen in se mi nekako zdi, da smo kot družba v celoti skušali izkušnjo pandemije nekako potisniti v podzavest, kot da bi nas bilo malo sram tega velikanskega strahu, negotovosti, ki smo ga v resnici posebej spomladi leta 2020 bolj ali manj večinoma občutili. Ampak po drugi strani so nekatere stvari take, da so nedvomno pustile brazgotine, da so nedvomno zrušile številne gotovosti. Tukaj bi morda izpostavil dejstvo, da so bile cerkve zaprte, in se mi zdi, da je to za človeka, ki svojo vero resno jemlje, bil en tak velik pretres, velika preizkušnja. Ko govorim zase, sicer moram skrušeno priznati, da sem se na to novo stanje zelo hitro navadil in se potem zelo hitro spet odvadil. Ampak gotovo je tudi to sprožilo neko negotovost, porušilo neko stabilnost in je to samo eden od teh številnih primerov, kar se mi zdi, da se zdaj po 5 letih zelo pozna. Veliko bolj smo kot javnost nasplošno sumničavi do vsake informacije, kot smo bili pred tem. Ena od posledic je tudi, da je morda, ko je potem prišlo do ruske agresije na celotno ozemlje Ukrajine, več ljudi, kot bi sicer
nekako kazalo razumevanje za agresorja, ker so v njem videli nekakšnega upornika proti domnevni svetovni globoki državi, kar je bil še eden od razlogov, zakaj recimo režim Vladimirja Putina tudi pri nas uživa pri nekaterih ljudeh podporo. Tako da mislim, da dokončne črte pod vse skupaj še ne moremo potegniti, bila pa je to popolnoma nepričakovana preizkušnja. Recimo leta 2014 pa še leta 2019 niti po naključju nisem pomislil, da bo april leta 2020 videti tako, kot je bil. Ampak po drugi strani pa je to tudi posledica pretirane samozavesti nas ljudi, predvsem na tako imenovanem Zahodu, ker smo nekako verjeli, da tako pandemija kot vojna pripadata dokončno preteklosti. Se pravi, da je to nekaj, kar se lahko zgodi v Afriki, ne more pa se zgoditi nam v Evropi. Ampak pokazalo se je pač, da sta pandemija in vojna zgodovinski stalnici in da se to kljub velikanskim spremembam v načinu življenja v 20. stoletju ni spremenilo. Tako da recimo seveda tudi sam, čeprav sem zgodovinar, nisem na ta način gledal aprila leta 2020, ampak zdaj bi iz nekega širšega zgodovinskega vidika rekel, da je zgodovinsko bolj običajno, da pride do pandemije in da je v bistvu to neko novo obdobje, ki nam je bilo naklonjeno, ko tega pojava v velikem obsegu res ni bilo. Pa še nekaj bi rekel, kar se je tudi pokazalo zlasti spomladi leta 2020, pokazalo se je, da seveda ljudje še vedno kot svoj naravni prostor, v katerem razmišljajo, jemljajo nacionalne države, ne pa Evropske unije. Tu se je res pokazala relativna šibkost skupne evropske zavesti, ker si takrat nihče ni želel, da bi bil Bergamo znotraj njegovih meja. In to se mi zdi, da je tudi eno spoznanje, ki ga je prinesla pandemija. Je pa za zgodovinske prizore poskrbela tudi jesen leta 2015. Izbruhnila je migracijska kriza in prinesla svojevrstne izzive za staro celino. Kako jo je predrugačila? Ja, to je bila še ena velika preizkušnja za Evropsko unijo kot celoto. Spet je šlo v bistvu za neko zgodovinsko stalnico, lahko bi tudi vzorce, kako so te migracije potekale, primerjali z dogajanjem že v starem veku, v času poznega cesarstva, Rimskega imperija in tako dalje, kar so nekateri zgodovinarji tudi poskušali. Mislim, da je ta migracijska kriza odigrala veliko vlogo, morda je bolj vplivala na zahodno polovico Evropske unije, kot pa recimo na naš prostor, tja se tudi dejansko valila večina migracijskega toka. Se je pa pokazalo več stvari. Torej, vedno je bil argument in še vedno je, da so migracije zgodovinska stalnica, tako kot je pandemija zgodovinska stalnica, pa kot je vojna zgodovinska stalnica, na žalost. To je gotovo res. Premalo pa se je po mojem izpostavljalo zavedanje, da seveda migracije vedno potekajo, ampak ne moremo pa od ljudi na območjih, kamor migracije potekajo, kolektivno pričakovati, da bodo migrante in begunce kar tako in nasploh sprejemali z rdečimi preprogami, jim metali cvetje na pot in tako dalje. To je popolnoma nerealistična predstava, ki nikoli v zgodovini do njene uresničitve ni prišlo. Seveda so vedno obstajale skupine migrantov ali priseljencev, ki so bile v družbah, kamor so prišle, cenjene, zlasti če so prinašale neka nova znanja ali bolj specializirana znanja, ki jih v skupnostih, ki so jih sprejemali, ni bilo. Ampak vedno se je postavljalo vprašanje, ali lahko družba
gostiteljica sprejme in prebavi migracijski tok. In če je bil migracijski tok premočan, potem so se pojavile težave. Tukaj recimo kot primer lahko omenimo Združene države Amerike v 19. stoletju, ko je veljalo bolj ali manj splošno prepričanje, da se katoliški priseljenci, Irci, Poljaki, Italijani, tudi Slovenci navsezadnje nikoli ne bodo mogli integrirati v večinsko protestantsko in anglosaško družbo. In s podobnimi izzivi smo se srečali tudi mi in mislim, da se zdaj 10 let potem pač kaže, da je najbrž bilo v prekratkem času teh migracij preveč in da se je podoba zlasti zahodnoevropskih mestnih okolij pretirano in prehitro spremenila, da bi lahko to družbe gostiteljice v celoti prebavile. In tu mislim, da je izvor težav, kar seveda tudi pojasni, da sedaj neki izrazito migrantom nenaklonjeni diskurs prevladuje bolj v podeželskih okoljih in tam, kjer je sorazmerno malo migrantov, ker imajo seveda tam pred očmi te hitre spremembe, ki so se zgodile zlasti v urbanih okoljih, pa recimo v nekaterih zahodnih deželah in pokrajinah, in si seveda ne želijo, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi pri njih, ne. In še nekaj, sedaj, ko je nemški kancler Friedrich Merz precej previdno omenil ravno ta vidik, ne, da se je podoba nemških mest v zadnjih 20 letih radikalno in prehitro spremenila, kar vsi tisti, ki recimo v daljšem časovnem obdobju obiskujemo Nemčijo ali pa kakšno drugo zahodnoevropsko državo, vidimo. Ko je torej to očitno dejstvo izrekel, je bil deležen izrazito nenaklonjenih odzivov velikega dela politike in tudi javnosti. In to je še ena posledica te migracijske krize leta 2015-16. Seveda se je relativno hitro pokazalo, da je bilo zagotovilo kanclerke Angele Merkel wir schaffen das, oziroma to bomo zmogli, preuranjeno in preveč optimistično, kar tako počez. In nekaj časa se mi zdi, da je prevladovalo tudi v javnosti neka negotovost, v katero smer bo šel javni način govora o tem pojavu. Zlasti po tistem, recimo, ko je prišlo v Kölnu na silvestrsko noč leta 2015 do bolj ali manj množičnega spolnega nadlegovanja Kölnčank. Ampak se mi zdi, da je ena od negativnih posledic te migracijske krize v zahodnji Evropi, pa v manjši meri pri nas tudi to, da je tisto, kar je javno sprejemljivo o tem povedati, postalo zelo omejeno in da se je v sami rabi jezika, sploh v nemščini in v Nemčiji, pa še v nekaterih drugih zahodnih okoljih, oblikoval cel nabor pojmov, ki jih sploh ni primerno javno izreči, čeprav opisujejo neke pojave, s katerimi se ljudje na vsakdanji ravni srečujejo. In tukaj se mi zdi, da je v neki točki uspelo enemu delu javnosti ali pa enemu delu politike vsiliti samo svoj jezik, in kar je postal problem, ker je se tako zelo odmaknilo od izkušnje povprečnega Evropejca. In zdi se mi, da je ta migracijska kriza močno prispevala, da se je v zadnjih 10 letih izrazito zaostrila kriza tako imenovane politične sredine, ker ta politična sredina, ki jo v Evropskem parlamentu predstavljata predvsem politični skupini Evropske ljudske stranke in skupina liberalnih demokratov oziroma Renew, da se je ta sredina preveč pomaknila na levo. In način govora o migracijah je ena od
tistih tem, na katerih se mi zdi, da sta ti dve skupini tudi padli na izpitu oziroma preveč posvojili govor politične levice. No, največji šok za vse pa je bil gotovo, kot ste že omenili, ruski napad na Ukrajino pred februarjem 2022 je verjetno le malo kdo slutil, da bo v Evropi manj kot 80 let po koncu druge svetovne vojne spet rožljalo orožje, vse manj pa je upanja, da bo kmalu potihnilo. Je pa potihnilo poročanje z bojišč, tu in tam smo pozorni zgolj na kakšno ostro izmenjavo mnenj v poskusih iskanja miru, medtem ko se nas trpljenje ljudi v tem delu stare celine skoraj da ne dotakne več. Kako nevarno je to, dr. Maver? No, na začetku bi rekel, da če govorim zase, potem je gotovo od teh treh do sedaj omenjenih šokov je bil ta največji. Ampak bi rekel vseeno, da za splošno javnost je najbrž bila pandemija z vsemi svojimi posledicami večji šok, kar je potem, kot rečeno, tudi malo prispevalo k pogledom na rusko agresijo na Ukrajino, ker se je zaupanje ravno v tiste dejavnike, ki so po mojem mnenju pravilno se odzvali na to agresijo, prej omajalo, bolj kot bi to bilo sicer brez pandemije. Ampak vsekakor, če govorim zase osebno, to je bil tisti največji šok, ena stvar, za katero sem prepričan, da se ne bi smela zgoditi. Ampak, tako kot ste rekli, tudi pri sebi opazujem iz tistega stanja otopelosti, otrplosti, ko praktično nisem mogel ne jesti, ne misliti, ne da bi kar naprej imel nekje v malih možganih to, kar se dogaja v Ukrajini, se je to vse skupaj spremenilo v neko stanje sprijaznjenosti, ko res mora biti nekaj izjemnega, z ogromno žrtvami, da se me spet dotakne. Sicer pa sem tudi sam razvil obrambni mehanizem, da ko pride slaba novica iz Ukrajine, potem nekako rečem, ja, tudi čez ta prepad morajo Ukrajinci iti, tudi to se pač mora zgoditi, na koncu bo vendarle bolje. In seveda, če pomislimo na druge, ki prej niso občutili takšne povezanosti z vzhodno Evropo in z Ukrajino kot jaz, ali pa sploh nikakršne, je toliko bolj razumljivo, da se je ta dolgotrajna vojna prevesila v neko naravno stanje, kot se je končno zgodilo tudi z vojno na območju nekdanje Jugoslavije, kjer je spremljanje dogodkov in pretresov iz Bosne in Hercegovine recimo bilo gotovo leta 1992 intenzivnejše kot leta 1995, dokler se seveda ni zgodila Srebrenica, ali pa končno tudi spremljanje vojne na Hrvaškem, zelo podobno. Tako da to je žal tudi del običajnega procesa oziroma obrambnega mehanizma, ki ga kot ljudje razvijamo. Kot sem že večkrat rekel, pa so na tej točki Ukrajinci tudi malo žrtve svojega lastnega uspeha, ker gotovo v zahodnoevropskih prestolnicah večinoma februarja 2022 niso pričakovali, da bo še sedaj na čelu Ukrajine Volodimir Zelenski, ampak so pričakovali, da bomo imeli zdaj že dolgo opraviti z neko rusko marionetno vlado. To se ni zgodilo. Še vedno trdim, da so Ukrajinci ustavili rusko napredovanje ne samo po Ukrajini, ampak tudi kamorkoli naprej, kar je bilo pa seveda takrat februarja, marca 2022 zelo, zelo realno, ker ne glede na to, kar ruska politika, ruska diplomacija zagotavlja in kar trobezlja, je končni cilj vendarle obnova Sovjetske zveze. To sem, upam, dovolj poudarjal v naših oddajah. Zatem je globoka
patologija, najprej osebna patologija Vladimirja Putina in potem patologija celotnega KGB-evskega sistema, ki stoji za njim. In če sem si zakaj res prizadeval v teh 10 letih, že od leta 2014, je bilo to, da bi poslušalke in poslušalci razumeli, zakaj gre pri tem Putinovem režimu, da tu ne gre za neki režim, ki bi temeljil na bogati zgodovini, na bogati tradiciji ruskega carizma in ruske kulture, ampak gre izključno za režim, ki temelji na dediščini Sovjetske zveze. Sovjetska zveza je pa nastala na pogorišču ruskega carizma in najprej vse tradicionalne temelje izbrisala. In največja njena slabost, hkrati pa tudi največja prednost je, da nima nikakršnih idejnih in vsebinskih temeljev in zato lahko te temelje tudi poljubno imitira oziroma jih maskira. In žal to, kar mi ni uspelo v vseh teh 10 letih, je, da bi dobre ljudi, dobre kristjane, dobre katoličane odvrnil od tega, da bi videli v tem demonskem Putinovem posnemanju krščanstva, da bi videli možnost za obnovo krščanstva v Evropi. To je popolna iluzija, kajti od dvora samih KGB-evcev ne moreš pričakovati kakršnekoli navezanosti na krščanstvo. Mi, ki smo nekoliko starejši, zdaj že dobro poznamo iz Slovenije, kakšen je odnos partijskih aparatčikov do vsake pojave verskega čustva. To jim je popolnoma nerazumljivo in do tega imajo a priori sovražni odnos. In to pri Putinu, ki je odrasel v nekem verskem vakuumu, ni nič drugače, oziroma je še bolj izrazito zato, ker je takrat, ko se je Putin rodil, od popolnega izgona verskih vsebin iz javnosti v Sovjetski zvezi minilo že 30 let. Ne? Zdaj od takega človeka pričakovati, da bo obnavljal krščanstvo, lepo vas prosim, no, to je stvar čiste matematike. In tu seveda je zelo težko, zato ker je zunanja podoba tako drugačna, zato ker se nam zdi, da krščanstvo v Rusiji cveti, zato ker se nam zdi, da je to dežela tisočerih novih cerkva, obnovljenih cerkva, trumpojočih duhovnikov, ampak to je vse fasada, ki bi jo ta režim takoj frcno sveta in tudi ne bi mogla ničesar zoperstaviti režimu, da bi se ubranila, če bi se za to odločil. In potem je pa seveda temu se pridružila še Putinova osebna patologija v odnosu do Ukrajine, ki je se mu pač večkrat postavila po robu in v kateri vidi grožnjo za svoj režim, ker ne glede na to, kakšna pač Ukrajina je, ni bila nikoli idealna v teh 30 letih samostojnosti, ampak vendarle uspela je ohraniti osnovno raven demokracije, osnovno raven politične pluralnosti, kar je pa v Rusiji, razen v prvih letih po letu 1991, bilo vedno na stranskem tiru in je to seveda Putin v svojih 25 letih oblasti uspel popolnoma izničiti. In Ukrajina je pač nevarna, ker kaže, da je tudi v ruski soseščini mogoče kaj drugega kot pa ta izrazito sovjetski model. Seveda, kar se tiče pa samih možnosti za končanje te vojne, pa so vsi dosedanji scenariji, vsa predvidevanja, kako dolgo naj bi vojna trajala, so padli v vodo, ker imamo paradoks, se pravi, Rusi so sicer zaustavljeni, praktično pa ni možnosti, da bi se jih pa izgnalo z okupiranega območja Ukrajine, razen seveda, če bi se zgodilo tisto, kar je pa po mojem mnenju itak ključni pogoj, da se kaj spremeni, to pa je, če pride do sprememb v samem Kremlju,
In to je mogoče eno presenečenje, ne, da vsaj na zunaj, kolikor lahko mi vidimo, se je ta režim, ne glede na hude ruske izgube v Ukrajini, zamajal veliko manj, kot pa bi človek leta 2022 pričakoval. Tudi v Združenih državah Amerike so v dobrem desetletju doživljali pretrese. Verjetno ob tem ni nepomembna ugotovitev, da je v svetovni velesili prišlo do razkola, ki se kaže na različnih ravneh. Ali lahko rečemo, da ga je potrdila tudi ta nedavna zmaga demokratičnega socialista in muslimana Zorana Mamdanija na županskih volitvah v New Yorku? Ob tem se seveda poraja tudi vprašanje, kaj lahko sledi, ko volilno telo nekako izgubi upanje v resnično alternativo in glasuje le še reaktivno. Je v takšni družbi sploh še mogoče razviti neko vizijo skupne prihodnosti? Ja, to je gotovo vprašanje, ki ni aktualno samo za Združene države Amerike, ampak tudi za Evropo. Ker treba se zavedati, da večina vsebin, ki narekujejo javno razpravo, tudi v Evropo prihaja sedaj iz Združenih držav Amerike. In to tako na levi kot na desni pol družbe in politike. Celo najbolj protiameriške tirade običajno koreninijo v Združenih državah Amerike. No, ko ste že omenili Zorana Mamdanija, je on pravzaprav po eni strani ameriški, po drugi strani pa tudi tipično evropski pojav. Se predstavlja neko generacijo politikov, s katero imamo po mojem mnenju opraviti trenutno tudi v Sloveniji. Nekako smo pričakovali, da bo odhod stare garde, prihod mlajših ljudi, Mamdan je recimo bistveno mlajši od mene, 13 let mlajši, da bo to prineslo neko razbremenitev, pa se to ni zgodilo. Kajti Mamdani je značilen primer te najmlajše, pa ene od najmlajših generacij politikov, pri katerih se ima človek občutek, da je njihovo najpomembnejše orodje ali celo orožje njihova globinska nevednost, ki izhaja iz tega, da so zaradi svojega porekla in zaradi tega, ker so odraščali v vati, pri čemer nas seveda ne sme zavesti podatek, da je bil Mamdani rojen v Ugandi. On ni kak ugandski migrant, ki bi prišel v Ameriko s trebuhom za kruhom, kot bi lahko razbrali iz nekaterih poročil, ampak je sin dveh uglednih intelektualcev in kulturnikov, ki sta gotovo od vsega začetka imela za kruh in mleko, in Mamdaniju nikoli v življenju ni nič manjkalo s ptičjim mlekom vred, kajti njegova mama je znana indijska režiserka Mira Nair. Nekaj njenih filmov smo videli tudi pri nas v kinematografih. Monsunska svadba je recimo bila kar priljubljena, potem pa tudi še njena filmska upodobitev romana Semen ničevosti. Tako da pri Mamdaniju seveda je sicer ta karta migrant privlačna zadev volivcev, ampak nima veliko skupnega s tem, kar si pač mi predstavljamo pod migrantom, recimo iz leta 2015, ne? Ali pa s kakim ukrajinskim beguncem iz zadnjih 3 let. Mamdani nima s tem nič skupnega. Kar pomeni seveda tudi, da je za to najmlajšo generacijo politikov značilno, da so zelo odtujeni od življenja povprečnega volivca, povprečnega državljana, njegovih skrbi, kaj šele recimo od življenja, kot je bilo običajno pred stoletjem, ko je bil ta stik z zemljo še veliko izrazitejši, kot je danes. Saj imam s tem že jaz težave, ampak jaz vsaj vem, da kruh ali pa hlebec kruha ne zaraste v Šparu, da tam ne pridelajo zanj potrebnih sestavin. Toliko še vem, medtem ko se mi zdi, da pri tej najmlajši generaciji je še ta vednost zelo omejena. In potem oni črpajo vse svoje vedenje iz sicer zelo učenih,
knjig, ki pa ponujajo zelo popreproščeno podobo sveta. Spet nekaj ravno obratnega od tega, kar bi pričakovali. Ne, vsi imamo polna usta, kako morajo študentje kritično misliti, kako morajo učenci kritično misliti, kako morajo dijaki kritično misliti. Potem pa imamo v najvišjih sferah opraviti v bistvu z zelo skromnim naborom različnih floskul, kot so, kaj jaz vem, zdaj zelo popularno, toksična moškost, identitetna politika, kapitalistična eksploatacija, globalni neoliberalizem, alienacija in podobno. Torej, to je pač en nabor floskul, ki zelo učeno zvenijo, so pa odtujene od resničnosti. In Mamdani je tipičen primer politika, ki operira z zelo siromašnim katalogom floskul, kar pa v določenih delih družbe, zlasti seveda v New Yorku, za katerega velikokrat rečejo, da to ni prava Amerika, da je to nekaj čisto drugega, padajo na plodna tla. Seveda je treba tudi tukaj opozoriti, enako kot sem opozoril, ko je zmagal Donald Trump drugi, čeprav je izgledala njegova zmaga prepričljiva, je šlo v bistvu za zelo majhno razliko v odstotkih prejetih glasov. Tudi zdaj spet Mamdani je dobil 50,4%, njegova tekmeca skupaj sta osvojila skoraj 49% glasov. Se pravi, tudi celo v New Yorku samem lahko govorimo o zelo razdeljenem volilnem telesu. Se je pa spet pojavil problem krize sredine, ki ga pa kaže njegov protikandidat Andrew Cuomo, ki bi ga morda lahko mutatis mutandis primerjali v Evropi s kakšno Ursulo von der Leyen. Se pravi, to je politik, ki izhaja iz politične dinastije, že njegov oče Mario je vedril in oblačil na različnih položajih v New Yorku in v državi New York, pa potem v zvezni politiki, njegov sin je to posnemal. Na sceni je že tako rekoč, odkar pomnimo, zasedal različne funkcije, zastopal zelo stališča, ki ga v ameriškem kontekstu umešča ravno tako, vsaj na družbenem področju, precej na levo. Na koncu mora odstopiti zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju kot newyorški guverner. In zdaj en tak človek je težko verodostojen kot predstavnik neke elite, ki misli sama o sebi, da je abonirana na oblast. In tukaj je potem na koncu ga je podprl celo Donald Trump kot manjše zlo, ampak to nikakršna rešitev ni. In tudi tukaj lahko vidimo, da je k Mamdanijevemu uspehu veliko prispevala ravno kriza tistega, kar naj bi bila sredina. In to je temeljni problem tudi v Evropi, da ta sredina še nekako vzdržuje kondicijo, ko gre za gospodarska vprašanja, ko gre za družbena vprašanja, se pravi, kaj je to družina in tako naprej, pa to ni več sredina. In zaradi tega se seveda odpira prostor tako na desni, predvsem verjetno v Evropi, kot na levi. In zato se je končno odprl tudi prostor za Donalda Trumpa v Združenih državah Amerike. In seveda zelo podoben primer, kot je bil zdaj v New Yorku, smo doživeli v tem času v Franciji, kjer je Macron bil nekako v vlogi Cuoma, res da ni imel takšne politične kilometrine, nastopil celo kot neke vrste nov obraz, ampak v resnici je bil njegov edini adut pri obojih volitvah samo to, da prepreči zmago domnevne skrajne desničarke Marine Le Pen. Prvič je bila ta zmaga še plebiscitarna, drugič je bila že precej tesnejša in na koncu se je ta sistem enostavno po zadnjih parlamentarnih volitvah sesul. S tem, da je prišlo v Franciji zelo zanimivega pojava tudi po teh zadnjih volitvah, da sicer za volitve same, češ
proti tako imenovani skrajni desnici, sta se uspela združiti sredina in levica in pa tudi levi rob. Vendar pa se je potem po volitvah pokazalo, da je v bistvu ravno za Macronove volivce, ki predstavljajo isto bazo kot so recimo volivci Andrewa Cuoma, se pravi relativno premožne ljudi, ki pa so na družbenem področju precej liberalni, da predstavljajo v bistvu Mélenchonovi levičarji v Franciji zanje vsaj tako grožnjo kot Marine Le Pen, ne, in da z njimi dejansko niso želeli oblikovati vlade, oziroma je bilo to ravno za Macronove jedrne volivce nesprejemljivo. In zaradi tega je Francija sedaj v političnem krču, medtem ko se zaenkrat v drugih delih Zahodne Evrope še vztraja ta koalicija med torej tistim, kar ne bi bila sredina, in levico in levim robom proti temu, kar je označeno kot skrajna desnica. Ampak ravno francoski primer kaže, da to verjetno tudi drugod ne bo vzdržno. Res pa je, da je mogoče v Franciji je izrazitejša ta razdelitev, ne samo na dva dela, torej nekako povprečen volivec, pa na drugi strani recimo premožni, bolj izobraženi, višji sloj in pa migrantske skupine, medtem ko v Franciji je bolj izrazita delitev na tri dele, ne, kjer ti premožni, bolj izobraženi sloji se ne ujemajo več vedno z to levico in levim robom. Mogoče bi pa tu ravno Mamdaniu opozoril še na en paradoks, ki se je tudi bil zelo izrazit teh zadnjih 10 let. Rekli smo, ne, Mamdani, demokratični socialist, hkrati pa izpostavlja tudi to, da je musliman. Smo videli, da take koalicije seveda obstajajo tudi v Evropi, ne, da v recimo okrožjih z visokim deležem priseljencev iz islamskih okolij zmagujejo stranke politične levice, recimo v Stockholmu socialdemokrati in celo komunisti. Po drugi strani pa znotraj teh skupnosti seveda pa prevladujejo neke čisto drugačne, bi rekel človek, konzervativne vrednote in se tudi tukaj jasno postavlja vprašanje, ali bo ta koalicija vedno vzdržala ali se bo na neki točki tudi razkrojila, čeprav doslej se to večinoma v Zahodni Evropi ni dogajalo, mogoče je še največ takih primerov ravno z Nizozemske. Vse globlja moralna in ideološka polarizacija Zahoda, kriza politične sredine, ste prej dejali, dr. Maver. Kam pa je vsem tem času odneslo Slovenijo? Če me naš arhiv ni zavedel, je bila prva oddaja Spoznanje več predsodek manj, v kateri ste sodelovali, ali pa ena od prvih, osredotočena na izid predčasnih parlamentarnih volitev v naši državi, ki jih je dobila stranka SMC, vlado je po njih sestavil Miro Cerar. Takrat ste med drugim ugotavljali, kako novi obrazi v Sloveniji pravzaprav obljubljajo, da ne bo velikih rezov in da bo življenje teklo po istih tirnicah. In na ta paradoks ste opozorili ob vseh nadaljnih glasovanjih o predstavnikih ljudstva v hramu demokracije. In če se zdaj ustaviva ob tem političnem fenomenu novih obrazov, za njimi ves čas stojijo iste strukture, kako razumeti, da domači volivci tega ne spregledajo? Je mogoče govoriti o demokraciji, če je politični boj zreduciran na izbiro med proti in manjšim zlom, ki ste ga prej tudi omenjali v kontekstu ZDA in županskih volitev v New Yorku? Gre tu za izraz neke politične nezrelosti, kolektivne travme? Ja, jaz bi se med tema dvema možnostmi vsekakor odločil za kolektivno travmo. Mislim, da po vseh teh primerih ne moremo več govoriti o tem, da volivci ne vedo, zakaj glasujejo. To se mi je pravzaprav zdelo že leta 2014, v naslednjih letih se je pa še okrepilo. Po mojem mnenju volivci zelo dobro vedo, zakaj glasujejo, in je njihov cilj ravno ohranjanje statusa quo za vsako ceno. Ne seveda pri vseh, ampak pri zadostnem deležu, da ta model zmaga. Tako da z tega vidika je bilo
v Sloveniji manj pretresov kot v Evropi in po svetu, ker se je ta vzorec kar naprej ponavljal. Nekako sem sam pričakoval, da bo po težavah, ki so nastopile po volitvah leta 2018 s sestavljanjem vlade, da se bo ta model izpel, ampak potem je prišla pandemija s tem korenitim zrušenjem zaupanja v institucije. Seveda je treba tudi povedati, da je takrat Šarčeva vlada panično, dobesedno pobegnila iz uradov in prepustila položaj tretji vladi Janeza Janše. Takrat so si prav želeli, da bi prišlo do menjave čim prej, kajti kot vemo mislim, da je vlada prisegla 9 dni po tistem, ko je bila v Sloveniji uradno ugotovljena prva okužba s koronavirusom. Na kar potem, ko so po 14 dneh, ko so ugotovili, da so v opoziciji, pa se je začelo intenzivno rušenje te iste vlade, pred katero so prej pobegnili iz uradov. Tako da mislim, da je to zelo prispevalo k zastrupitvi političnega ozračja v Sloveniji, zlasti ti protesti, ki so se začeli zelo kmalu po nastopu Janševe vlade in v resnici na začetku pa še dolge mesece niso imeli nikakršne podlage v kakem širokem ljudskem nezadovoljstvu, ker vsaj v prvem valu je večina ljudi nekako stala na stališču, da je treba ta prvi val epidemije nekako prebroditi. Seveda to je sprožilo tudi nasprotno reakcijo, saj so takrat vladajoči napačno, kot se je pozneje izkazalo, domnevali, da se bo ponovila zgodba iz leta 2012-13, ko sicer po mojem mnenju tudi niso protesti privedli do padca druge Janševe vlade, ampak splet različnih okoliščin. Ampak nekako vsi so videli možno ponovitev tistega scenarija. Seveda iz tega ni bilo nič, ampak ozračje je bilo pa zastrupljeno za zelo dolgo časa in mislim, da si od tega naša družba še ni opomogla. S tem pa je dobila zaradi krize, ki jo je prinesla pandemija, predvsem legitimnost nova verzija novih obrazov, pot, ki jo zdaj simbolizira sedanji premier Robert Golob. In tako se je začela zgodba nekako znova. Mislim, kako je Robert Golob bil ustoličen, je zelo spominjalo na ustoličenje Zorana Jankovića leta 2011, s čimer se je ta saga o novih obrazih pri nas uradno začela. Pa če seveda pozabimo na to, kako so vmes zavrgli nekaj kandidatov za nove obraze, recimo Jožeta Pavliča Damjana, na katerega se danes nihče več ne spomni, pa vmes se je že Tanja Fajon videla na premierskem stolčku in tako naprej. Skratka, doživeli smo res popolno polarizacijo, s tem, da tudi sedaj imamo enako težavo, kot jo bojo po mojem mnenju imeli Newyorčani z novim županom Mamdanijem, da pa nova generacija politikov, ki sedaj vodijo vlado, za razliko celo še tistih iz Cerarjevega časa, veliko manj ve in veliko manj razume dejansko slovensko resničnost in tudi oni izhajajo predvsem iz floskul, ki so jih pobrali iz učbenikov uvoženih z Zahoda, ki se pa nažalost v slovenskem primeru stikajo še z uspešnim ohranjanjem povojne politične mitologije, ki je posledica 50-letnega popolnega obvladovanja političnega in družbenega prostora samo ene strani. In zaradi tega se nam zdaj zdi, da je ta vlada od vseh vlad novih obrazov daleč najbolj ideološka in najmanj pripravljena sprejemati, da
vendarle v Sloveniji niso samo tiste vsebine in tisti pogledi, ki jih oni zagovarjajo, edini zveličavni. Ker kakorkoli je, stara generacija, ki je še doživela drugo svetovno vojno in revolucijo in je ravno z nekaterimi vidnimi predstavniki v teh 20 letih fizično odšla, je sicer nam vse to nakopala. Ne. Njihova krivda, objektivna, je veliko večja kot pa krivda teh njihovih mladih naslednikov, ampak vseeno so pa ti ljudje vedeli, kaj se je zgodilo. Na dnu srca so vedeli, kaj se je zgodilo in kakšna je resničnost. Njihovi nasledniki sedaj pa poznajo samo floskule, vedo samo, da imamo na eni strani fašiste, na drugi strani antifašiste, da imamo na eni strani belo, na drugi strani črno, da imamo na eni strani naprednjake, na drugi strani pa reakcionarje, ničesar drugega. In zato v resnici se niso sposobni soočiti s to slovensko resničnostjo, kar je po mojem mnenju vendarle najbolj žalostni vrh doživelo, in to je bil mogoče pa tisti drugi največji pretres poleg vojne v Ukrajini, je pa bila odločitev, da odpravijo dan spomina na žrtve komunizma. To je pa res bil pljunek na vse tisto malo, pravzaprav, kar smo vendarle kot skupnost dosegli, in razveljavljanje tistega minimalnega kompromisa, ki je vendarle veljal od leta 1990, to pa je, da so žrtve komunizma bile in da imajo pravico do javnega spomina. V bistvu je ta vlada celo to razveljavila. Če se ob tem dotakneva še vprašanja sprave, ob tem, da je ta razkol v Sloveniji danes tako globok, je sprava v našem narodu sploh še mogoča ali je trenutek zanjo dokončno zamujen? No, jaz moram priznati, da sem v zadnjih 10 letih nekako prišel do tega, da mogoče je bil sam pojem sprava sicer izbran z dobrimi nameni, vendar je to nekaj tako globokega in nekaj tako posvečenega, da je morda nekaj, kar nam je na koncu res nedosegljivo. Mislim pa, da bomo morali kot skupnost vsekakor doseči pomiritev, ki je pa trenutno ni na vidiku. Mogoče še ena stvar, česar sam pojem sprave ne obsega, pa bi bilo nujno. Namreč ne gre samo za to, da odpustimo zločine, ampak težava je tudi v tem, da je nedvoumen razplet državljanske vojne v Sloveniji in revolucionarnega nasilja, da je vzpostavil zelo globoko neravnovesje v družbi, ki je posledica tega, da je pač ena stran na vojaškem področju popolnoma prevladala. In mislim, da nek pogled v prihodnost bo moral vključevati tudi razgradnjo teh monopolov, če se pa pojem sprava po mojem mnenju v celoti ne pokriva, razen koliko cilja na to, da se bo tako imenovana zmagovita stran, oziroma tisto, čemu pač po slovenski konvenciji pravimo levica, na neki točki sama pripravljena odpovedati delu svojih monopolov, kar bi prispevalo seveda zelo k spravi. Mogoče bi pa tukaj vendarle omenil še eno stvar, o kateri zadnje čase veliko razmišljam. Mislim, da je tudi na strani, ki zastopa predvsem žrtve revolucionarnega nasilja in kamor v bistvu tudi sebe na neki način štejem, da je morda v teh letih manjkalo velikodušnosti. Ker ko danes gledamo nazaj, so bili za doseganje pomiritve veliko boljši časi v zadnjih 10 letih, kot so zdaj, pa jih morda nismo bili sposobni v polnosti sprejeti in
ovrednotiti. Tukaj bi naštel samo nekaj primerov. Recimo, če danes gledamo nazaj, kako je potekalo praznovanje ali pa obeleževanje 70. obletnice druge svetovne vojne in kako je potekalo obeleževanje 80. obletnice druge svetovne vojne uradno, državno, potem sta to dva različna svetova. Pa mogoče takrat nismo dovolj cenili, koliko je pravzaprav vlada Mira Cerarja, pa koliko je tudi takratni slavnostni govornik Milan Brglez prišel naproti. Potem je tu pobuda predsednika Pahorja za spomenik žrtvam vseh vojn, ki je tudi bila v najboljšem primeru sprejeta mlačno ali pa celo nenaklonjeno. Čeprav je glede na to, kar imamo danes, je bil to izjemno pozitiven korak. In na koncu je tu še zelo pomembna izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz leta 2021, ki po mojem mnenju je trenutno največ, kar se je na tem področju v javnem prostoru naredilo. Vsaka taka izjava ima po svojem bistvu kompromisen značaj, zato bo vedno kakšna formulacija, ki ne bo sprejemljiva ali pa ne bo 100% sprejemljiva, ampak če pogledamo to izjavo kot celoto, je bistveno več, kot smo kot skupnost dejansko dosegli. In škoda je, da tudi ta izjava ni bila dovolj toplo sprejeta, ne samo na levici, kjer so jo bolj manj kategorično zavrnili, ampak tudi na nasprotnem polu. Tu se mi zdi, da so bile tudi zamujene priložnosti. Seveda si nihče ni mogel predstavljati recimo take regresije, kot se je zgodila pod sedanjo vlado, ko je se država skoraj popolnoma umaknila iz obeleževanja spomina na žrtve revolucionarnega in komunističnega nasilja, ko je recimo z poklonom predsednice republike letos maja, ki je potekal ločeno od uveljavljene slovesnosti, na neki način država odrekla legitimnost predstavnikom žrtev, kar je po mojem mnenju nesprejemljivo in res velik korak nazaj. Ampak vseeno, mislim, da so bile nekatere priložnosti zamujene. Mogoče bi temu dodal še zelo pietetno slovesnost ob pokopu žrtev iz Hude jame na Dobravi v Mariboru leta 2016, ko se je tudi ves državni vrh na tak ali drugačen način poklonil tem žrtvam, seveda ne na tak način, kot so se recimo hrvaški politiki istočasno, ampak vseeno za naše razmere je bilo to takrat veliko. In zdaj, če gledamo nazaj, veliko več, kot sedanja oblast zmore. No, kljub temu vidim pozitivni znak v resoluciji Evropskega parlamenta, ki je bila letos sprejeta. To nikakor danes ni več samoumevno, da je Evropska ljudska stranka tak dokument podprla. In je to velik dosežek slovenskih zagovornikov žrtev. Tako da nekako vseeno pričakujem, glede na to, da se slovenska politika običajno ne želi diskreditirati v očeh evropske javnosti, zato da bi imela čim več prostih rok doma, da bodo morda na tiho, kljub temu kot posledica te resolucije, ne glede na to, kaj bodo javno izjavljali, da bodo vendarle stekle aktivnosti za pokop vsaj žrtev izpod Macesnove Gorice. Če pa niti tega ne bo, potem bo pa to še en dokaz, da je krmilo v Sloveniji res prevzela neka oblast, ki je popolnoma odtujena od slovenske resničnosti in dejansko ne razume slovenskega trenutka in se napaja, kot sem rekel, samo pri ideoloških floskulah iz učbenikov, česar nikakor žal ne morem izključiti. Doktor Aleš Maver, s tem bova sklenila. Hvala za vsa vaša razmišljanja, s katerimi ste popestrili uro, v kateri se na Radiu Ognjišče trudimo na aktualna vprašanja pogledati z druge strani.
Z veseljem vam bomo prisluhnili še ob kakšni priložnosti in verjamem, da teh ne bo zmanjkalo. Smem samo še, da bi bil zaključek vendarle bolj optimističen. Eden od razlogov, zakaj sem se odločil, da mogoče po 11 letih kot reden komentator izprežem, je bil tudi v tem, da se mi zdi, da je tisti okvir, v katerem jaz kot nekdo, ki je doživel tisti veliki čudež leta 1989, da ta okvir ne zadošča več za razumevanje našega sveta. In moja iskrena želja je, da bi kot komentator se pojavil kak mlajši premišljevalec ali premišljevalka, ker pa imam občutek, da pa vendarle v tej najmlajši, tudi najmlajši katoliški generaciji rastejo ljudje, ki so veliko manj obremenjeni, kot je bila še moja generacija, in da je ta njihova neobremenjenost strahotno velik zaklad, predvsem zato, ker tudi niso doživeli vseh tistih razočaranj, ki smo jih vendarle mi, ki smo pričakovali marsikaj ob osamosvojitvi in demokratizaciji, predvsem smo pričakovali pač, da bo ta vizija demokratične Slovenije tisto, kar nas bo družilo, pa se to žal ni zgodilo. Zato smo morda pretirano pesimistični, pretirano zagrenjeni. Vidim pa, da mladi ničesar od tega nimajo in zato se mi zdi, da bodo lahko razvili neke vizije, o katerih se nam ne sanja. Še enkrat, dr. Aleš Maver, hvala za ves vaš čas, ki ste ga namenili za to oddajo, za to, da smo skupaj razgrnili kakšno spoznanje več in razbili kakšen predsodek. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Oddajo sem pripravila Helena Križnik, ponovitev bo na sporedu jutri ob 22. Posnetek pa bo v kratkem na voljo tudi v spletnem audio arhivu, poiskali ga boste lahko tudi med podcasti. Naj bo torej preostanek dneva miren in naj mine tudi ob spremljanju Radia Ognjišče. Nasvidenje. Spoznanje več. Predsodek manj.